Mesto Celje in njena širša okolica je bila zadnji vikend meseca junija v znamenju kolesarjev, kajti kolesarke in kolesarji so se borili za naslove državnih prvakov. Med udeleženci pa sta bila tudi Bistričanka Urška Žigart, ki je branila lanskoletni naslov med članicami. Med mlajšimi mladinci pa je pedale vrtel Maj Bohak, ki je tudi velik up slovenskega kolesarstva. Favoritini Urški Žigart tokrat v cestni dirki ni uspelo obraniti naslova. Pristala je na 5. mesto. Mislim, da ni nobena skrivnost, da mi bolj ustrezajo klanci in danes praktično ni bilo daljšega vzpona od 500-600 metrov, kar se v grupi večinoma preleti. Ja, sem probavala, sem sledila napadom, tudi sama napadala, ampak na koncu pač je bila proga res bolj v prid šprinterkam. Srebrno kolajno pa si je prikolesarila v vožnji na čas. Da pa je v dobri formi, potrjuje dirka po Švici, kjer je s 5. mestom dosegla uspeh kariere. Forma je super, približujejo se cilji v tem drugem delu sezone. Poletje bo po moje pestro in potem še na koncu leta svetovno prvenstvo v Ruandi, ki je tudi za klančarje, in tudi evropsko prvenstvo v Franciji za klančarje, tako da teh nastopov se tudi zelo veselim, ampak ja, najprej lepo počasi, najprej me čaka Giro v Italiji in potem bomo videli. Kakšne so pa torej spomini na Slovensko Bistrico? Torej redno prihajate v Slovensko Bistrico, Bistričani smo vas danes tukaj spremljali? Nažalost ne toliko, kot bi si želela. Pridem enkrat vsakih 6 mesecev ali pa še to ne. Ampak ja, takšno je življenje, poti nas vodijo povsod po svetu, ampak sigurno, ko se ta karierna pot konča, bom z veseljem večkrat prišla nazaj domov. Lanskoletni slovenski podprvak med mlajšimi mladinci Maj Bohak je bil prvi favorit za prvo mesto. Sama dirka pa se je razpletla povsem drugače. Že v prvem krogu 3 na 67 km dolgi trasi je ušla ubežna skupina, ki je do konca prikolesarila v cilj. Maja ni bilo v tej ubežni skupini, na koncu je bil njegov nastop zaključen na 51. mestu. V prvem krogu je šla ubežna skupina, v kateri smo imeli enega kolesarja, Nika, in jaz potem nisem smel iti zraven, ker smo pač enega imeli, pa nisem smel loviti, tako da so se odpeljali. To je tudi vredno za našo ekipo, ampak ja, pol pa v zadnjem krogu so se mi zgodile tehnične okvare na kolesu, tako da sem zaustavil skupino. V petek si bil na kronometru 5. Je morda šlo kaj preveč energije tudi v petek za tale kronometer, da danes ni bil tako uspešen dan? Pa niti ne, danes sem se drugače počutil zelo dobro, ampak ni bilo naklonjeno. Kako se ti je zdela proga? Kje so bili tisti tvoji momenti? Proga je bila zelo v redu za bege, saj je veliko kratkih vzponov, ni pa dobenega dolgega, da si bila tako klančarji odpeljali, ampak ja, je bila zanimiva proga. Kakšne so bile torej priprave za državno prvenstvo? Je bil to eden glavnih ciljev in kaj te čaka še letos? Ja, to je bil zagotovo en glavnih ciljev, ampak prihajajoči cilji so še Kids Tour Slovenije naslednji teden, potem pa še je EOF, Olimpijada za mlade. Vsekakor se ti pa obeta tisti nekako kar famozni prestop, torej od tale Podmladek Bore. Kdaj se bo to zgodilo in kako je pravzaprav prišlo do tega? Podpisal sem z Grenke Autoedrom, to je pripravljalna ekipa za Boro. Za to ekipo pa začne dirkati od januarja naprej. Kako bo izgledalo, veš, nekatere malenkosti? Vse bom delal v Sloveniji, treniral, v šolo hodil, samo pač dirke v tujino.